Preden začnemo, še kratko oglasno sporočilo. Ali je radio pri vas doma vedno preglasen? V ORL medicini v Ljubljani vsak petek v marcu in aprilu nudijo brezplačne meritve sluha za upokojence. Naročite jih čim prej na 051 89 19 19. Spoznanje več. Predsodek manj. Lepo pozdravljeni, z vami je oddaja Spoznanje več, predsodek manj. In sicer jo lahko spremljate na Radiu Ognjišče in pa na Planet TV. Danes je 27. april, dan upora proti okupatorju. Včasih smo mu rekli dan Osvobodilne fronte oziroma dan OF. Se pravi, da gre za pomemben državni praznik, ki je tudi dela prost dan. Vendar pa je to tudi praznik, ki nas Slovence najbolj deli. Pri njemu namreč nič ne drži. Ne datum, ne ime. Bilo je 26. aprila in ni bilo takrat še nikakršnega upora proti okupatorju. Mimogrede, ustanovljena je bila protiimperialistična fronta. No, danes nam bosta o tem pomagala razmišljati današnja gosta, in sicer oba doktorja zgodovine. Z nami je nekdanja ministrica za Slovence po svetu, zgodovinarka doktorica Helena Jaklič. Najprej lep pozdrav. Dober dan. In pa seveda zgodovinar, urednik in sodelavec Študijskega centra za narodno spravo, dr. Renato Podbersič. Tudi vam lep pozdrav. Hvala tudi vam. Pa gremo kar k prvemu vprašanju. Torej, oba sta zgodovinarja, oba se ukvarjata s temi časi. Pa me zanima, kako zgodovinska stroka zdaj, v času 26 let po začetku novega tisočletja, 35 let po osamosvojitvi, nekako razlaga dogodke okoli 27. aprila leta 1941 oziroma nastanek Osvobodilne fronte. Dr. Podbersič. Lahko rečemo, da pravzaprav nič novega pod soncem. Smatram, da v zadnjih letih, ne samo po demokratizaciji in samosvojitvi Slovenije, zlasti pa potem teh datumih 90-91, je bilo veliko študij narejenih, knjig, potem prispevkov, tudi simpozijev, ne nazadnje. Torej, arhivskega gradiva se je na novo veliko odkrilo, veliko novih pričevanj, spoznanj. Torej, prišlo je tudi v zgodovinopisju do revizije, kar je prav. Naša stroka, torej zgodovinopisna stroka, je vedno znova podvržena reviziji svoje stroke, torej revizionizmu, če hočete, kar nekateri jemljajo zelo pejorativno. Vendarle, če tega ne bi bilo, bi ugašala potreba potem. Namreč ob novih spoznanjih, ki temeljijo na arhivskih virih, na novih pričevanjih, novih odkritkih, skratka, je nujno potrebno, da do tega pride. In se je pokazalo, da dejansko, kot ste uvodoma lepo povedali, na ta dan se pravzaprav nič ni zgodilo. Dejstvo pa je, da je del kolegov še vedno ostal zakalupljen v neke druge čase. Teh znamen pravzaprav noče, ne želi prisluhniti, tudi zaradi tega, ker je zgodovinopisna stroka, zlasti novejša zgodovina, moderna zgodovina, če hočete, je nekako torišče idejnega boja. Morda na zadnjih volitvah nekoliko manj, ampak drugače pa vedno znova prisotna v naši slovenski družbi. Doktorica Helena Jaklič, nekako mi odzvanja v glavi tista krilatica, zgodovine ne bomo popravljali. Ja, me pa pride tu še na misel en stavek, ki ga je izrekel Ciril Zlobec, prav na dan 27. aprila leta 1988 v Cankarjevem domu, ko je bila praznovanje tega praznika. In je dejal nekako tako, da NOB je že napisana knjiga, in sicer na razpolago v vseh knjižnicah današnjega in jutrišnjega spomina. In sicer za vse nas in pa tudi za vse tiste, ki bodo morda nekoč v neki negotovosti. Tako da se mi zdi, da res, da je to izrečeno leta 1988 velja še danes za del, tako kot je rekel dr. Podbersič, za del stroke, pa tudi del javnosti. Zgodovina je bila morda še celo bolj. Morda pred 30 leti si ni nihče predstavljal, da bo tako zacementirana zgodovina, da ne bo ta mitologija pravzaprav na nek način, da ne bo
da nihče ne bo, ali pa se bo tak upor naredil proti temu, da bi se jo ponovno preverilo na obstoječih dokumentih, ki morda prej niti niso bili dostopni. Ne. In je res tako, ta strah pred ponovnim motrenjem tega, kaj se je dejansko zgodilo, kaj je bilo prej, kaj je bilo potem, da to res tako zacementirano in se mi zdi, da je tle treba res še ogromno narediti. Kot pravi dr. Jakličeva, dejansko je to res. Temelji na mitih, na mitologiji, ta premisa in dejansko pri tistem delu kolegov, ki se morda z nostalgičnostjo spominjajo nekih drugih časov ali prisegajo na nje, pogosto si upam reči tudi zaradi osebnih, torej parcialnih interesov. No, meni se postavlja vprašanje, recimo, če je pri 27. aprilu res toliko stvari narobe, kot sem jih povedal v začetku, zakaj torej vztrajati pri 27. aprilu? Kaj se je recimo političnega zgodilo takega, da vztrajamo pri tem datumu kljub njegovi zgodovinski netočnosti? Mislim, treba je pogledati na predvečer tega praznika, oziroma še prej se povrniti nazaj predvečer tega dne. Kraljevina Jugoslavija je bila okupirana, Primorska je bila takrat že več kot 20 let del mednarodno pravno Kraljevine Italije. Torej, če praznujemo upor, dejansko lahko praznujemo upor jugoslovanske vojske, ki se je uprla, kraljeve vojske, res zelo šibko, zlasti na tleh jugoslovanske Slovenije, torej Dravske banovine, nad močnemu sovražniku, bodisi nemškemu in italijanskemu. Madžari tukaj igrajo sekundarno vlogo. Takrat je že nekaj padlo okupatorjih vojakov in potem konec koncev dejanski upor se začne 13. maja, prvi na naših tleh, torej z tistim znamenitim spopadom Tigrovske trojke z stari jugoslovanskimi orožniki v italijanski službi in potem tudi italijanskimi vojaki na Mali gori nad Ribnico. Ko tudi dejansko pade prva žrtev, tigrovska žrtev Danilo Zelen, predvojni vojaški vodja organizacije Tiger. O tem bomo morda še nekaj več povedali. Če se vrnemo spet nazaj, dejansko, če že gledamo v historičnem smislu, danes vemo, ta sestanek je bil 26. aprila v Vidmarjevi vili, tako pišejo sami protagonisti po tem datum postavijo za nazaj. Medvojni dopisi ne kažejo, tudi partizanska publicistika ali pa časopisje temu datumu ne posvečajo nobenega pomembne vloge. Je pa nekako dejstvo, da bilo je treba dobiti datum, ki bo pokazal, da so tudi napredne sile, ki so bile takrat še torej 26. 27. aprila krepko v povezavi z nacifašisti, kajti vemo po paktu Ribbentrop-Molotov iz konca avgusta 1939 je dejansko prišlo do političnega in vojaškega zavezništva dveh totalitarizmov, nacionalsocialističnega in komunističnega, in torej so bili zavezniki tja do dejansko napada na Sovjetsko zvezo do 22. junija, ko se naj bi protiimperialistična fronta, torej, ki naj bi bila ustanovljena 26. aprila, preimenovala v Osvobodilno fronto. In seveda po vojni je bilo treba na novo napisati zgodovino in dobiti nek zgodnejši datum, ki bo kazal zgodnjo privrženost boju proti okupatorju. Čeprav že etimologija sama izraza protiimperialistična fronta pove, da so bili takrat zbrani v tej združbi, zelo raznoliki, heterogeni družbi, tisti, ki se borijo proti nacifašistom, ampak tudi proti Britancem. Francozi so takrat že podjarmljeni, že eno leto približno, slabo leto. Britanci so pa tisti, ki dejansko nosijo pod Winstonom Churchill usodo svobodne Evrope na pladnju in se bojujejo kontinuirano proti nacifašizmu. Doktorica Helena Jaklič, mogoče bi tukaj zastavil še eno vprašanje v zvezi s tem, zakaj tako vztrajamo pri tem datumu, če nikakor ne drži. Očitno bilo treba sprejeti neke koncesije, takrat, ko se je sprejemal ta državni nabor praznikov, in če smo hoteli imeti nekega drugega, smo morali tukaj recimo zamižati na eno oko. Ja, predvsem pa se mi zdi, da je bilo to vztrajanje pri tem prazniku, ne samo, da so bili ti kompromisi, ki jih je bilo treba sklepati, kot je bilo treba tudi sklepati recimo s praznikom 15. avgusta in potem kot neka protiutež 31. oktober. Ampak se mi zdi, da predvsem je bilo to vztrajanje pri tem prazniku, vse, kar je prejšnji sistem zgradil, je pravzaprav zgradil na tej utvari nekega
primarnega, oziroma prvega, strastnega in res edinega boja proti okupatorju. In tudi, ko se je iskalo, tako gledam nazaj, tako kot je že rekel doktor Podberčič, tudi, se pravi, nek sestanek se je zgodil v Vidmarjevi vili 26. aprila leta 1941, da je bil ta sestanek takrat dejansko absolutno nepomemben, kaže na to, kako prvič niso bili prisotni tisti, ki bi bili najbolj pomembni, ali pa bi bila njihova prisotnost ob tako pomembni ustanovitvi, če bi bila dejansko pomembna, kot je Edvard Kardelj, bi pričakovali, da bi bili takrat tam. Potem tudi sami udeleženci tega sestanka, že to, da se niso poenotili, kdaj so se sestali, o čem so govorili, kaj je bilo pravzaprav namen tega sestanka. Recimo Tone Pfeiffer je čisto lepo zapisal, da so tam sklenili, da se bodo uprli proti imperializmu, kot odpor proti imperializmu. In potem, ko še razmišlja človek, ko gleda potem naše dogajanje v slovenski zgodovini še naprej v tistem času, se vidi, da demokratični tabor, pred vojno je pač izvoljen demokrat na volitvah, je že konec maja leta 1941, ko ni bilo še nobenega boja proti okupatorju, v resnici tudi ta protiimperialistična fronta z nekimi drugimi cilji in drugim namenom, takrat so recimo ustanovili Slovensko legijo. Se pravi, organizacijo, bila naj bi vojaška organizacija, ki bi naj se pripravljala za to, da ko bo napočil čas, da naredi spopad z okupatorjem. Ker pa je bila takrat leta 1941 dejansko, nemška prevlada absolutna v tem evropskem prostoru, je seveda bilo nespametno, in tako so ocenili tudi vodje demokratičnega tabora, da je nespametno zdaj v neposredni konflikt oziroma pravzaprav boj proti okupatorju, ki je zasedel, ker nimaš ne moči, ni česar, nobene sile zavezniške, ki bi te takrat prišla na pomoč, da je življenje ljudi so pomembna, da je pač recimo te slovenske legije, pa potem tudi kasnejših nekaterih, ki so bile ustanovljene, namen zbiranja za informacije za zaveznike, zbiranje orožja, skratka priprava na ta boj. Se pravi, treba je bilo poiskati nekaj, kar je bilo postavljeno prej. In mogoče še to, dejansko 27. april, ki ostane kot praznik v samostojni Sloveniji, recimo jaz se spomnim, sem takrat še zelo mlada, spomnim pa se razprave o tem prazniku. In sicer mi je šlo takrat, vem, da mi ta misel ostala, ker so razpravljali, zakaj bi ta praznik ostal, sem mislila, zakaj bi samostojna Slovenija, ki gradi na neki demokraciji, neki pluralnosti, odpovedi nekemu totalitarnemu sistemu, ki je kršil človekove pravice na vsej črti, zakaj bi obdržal ta praznik. In takrat je bilo govora, to bo pod praznik bolj kot tega upora slovenskega naroda. Se pravi, da smo proti fašizmu sprejeli to protifašistično... Ampak je v resnici bolj, ko se odmikamo od leta 1991, bolj ga napolnjujemo ta praznik v resnici ponovno s to mitologijo. Ampak gledajte, stvar je taka, kolegica je lepo povedala, bila je Slovenska legija, konec maja, potem sledijo pa še Sokolska in Narodna. Torej je bil ta odpor proti, bi rekel, proti okupatorju, večplasten, oziroma več političen, več strankarski, če hočemo. Tudi Narodni svet, ki je bil ustanovljen ob okupaciji, je dejansko aludiral na neke druge čase ob koncu Prve svetovne vojne, ko se je slovenski narod prav tako ob izhajanju iz Avstro-Ogrske znašel na nekem razpotju. In kaj se je potem zgodilo? Demokratična stran je rekla, da jim počakati z odporom, pa ni bila uslišana, ne samo ni bila uslišana, sredi septembra z znamenitimi odloki Osvobodilne fronte je bila postavljena izven zakona. Kaj to pomeni? Da je Osvobodilna fronta, o tem bomo verjetno v nadaljevanju kaj več rekli, ki naj bi bila koalicijsko telo, torej večpartitna, je dejansko ves drugi odpor, ki je bil organiziran izven Osvobodilne fronte in se je dejansko organiziral tudi izven Osvobodilne fronte, je bil postavljen na stranski tir. Ne zgolj to, tudi pod smrtno kaznijo je bilo prepovedano kakršenkoli odpor pripravljati izven Osvobodilne fronte. Vemo pa, da je takrat že obstajal Draža Mihajlović, Dragoljub Mihajlović, polkovnik, potem vojni minister in pa tudi general Draža Mihajlović, ki je imenoval tudi svojega zastopnika, generalštabnega majorja Novaka za Slovenijo, in da so tudi jugoslovanska vojska v domovini pripravljala svoje enote, ki bojo v pravilnem času, ko se bojo zavezniki približevali, dejansko skočile okupatorju v hrbet. Poglejte, Slovenija je med drugo svetovno vojno izgubila 6,5% ljudi. Skoraj 100 000 ljudi je umrlo na tem teritoriju med letoma 40 do
konca povojnih pobojev v prvih mesecih 1946. Francija, čez katero so šle fronte druge svetovne vojne, spomnimo samo izkrcanja v Normandiji ali pa velikega števila judovskega prebivalstva, ki je bilo uničeno, je izgubila dobrega 1,3 prebivalstva. Italija, napadalka s frontami v Afriki, v vzhodni Afriki, severni, na Balkanu, v Rusiji, kamor so poslali svoje sile na pomoč Nemcem, je izgubila dober odstotek prebivalstva. Slovenija 6,5. Pa tukaj nobene pomembne fronte ni bilo. Noben epohalen spopad, ki ga hočejo še danes nekateri pri nas pokazati, recimo Dražgoška bitka in podobne, dejansko ni skrajšal druge svetovne vojne niti za 1 milisekundo, ne pa sekundo. A veste, to so tematike, to so dejstva, o katerih je treba z argumenti razpravljati. Tukaj bi jaz mogoče še to dodala, da ne samo, da so v bistvu izločili demokratični tabor in vsakega takrat 16. septembra 1941 iz pravice organizirati oborožen upor, celo še dlje so šli. V bistvu so tudi razglasili, da tisti, ki nasprotuje komunistični partiji, niti ne Osvobodilni fronti, samo tudi prav komunistični partiji, tisti je bil že vnaprej v bistvu ožigosan za izdajalca. Se pravi, izdajalca in so ga takrat že postavili v obok potem okupatorju. Ali pa ga imenovali za fašističnega pomagača. Tako, a veste, mi smo iz najnovejše stvarnosti naše navajeni, da se vsakega, s katerim se ne strinjamo, zelo lahko ožigosa za fašista ali pa neofašista ali fašističnega slugo. Se bojim, da tudi spoštovano kolegico sva bila večkrat, ker pač v javnosti nastopava odkrito z argumenti, se ne bojiva povedati svojega mnenja z temi nadimki. Sej, konec koncev človeka greš preko tega, ampak vseeno prijetno pa ni, ne? Spremljate oddajo Spoznanje več, predsodek manj na Radiu Ognjišče in Planet TV. Danes govorimo o 27. aprilu. Zakaj je to še danes tako občutljivo in politično obremenjeno vprašanje glede tega praznika? Z nami sta gosta, 2 zgodovinarja, doktorja zgodovine Helena Jaklič in pa Renato Podbersič mlajši. Omenil sem že, da tudi v socialistični Sloveniji ta praznik ni imel čisto enovitega pogleda. Recimo Kardelja ni bilo, to ste omenili, in je pravzaprav zaradi tega rekel, da ta praznik sploh ni pomemben oziroma je lažen. Podobno pravi tudi Kocbek, da gre za neke vrste izmišljijo. Ne pozabiti, da ne samo, da Kardelja ni bilo zraven tega dne 27. oziroma 26. aprila 1941 v Vidmarjevi vili, ampak je on na partijski konferenci oktobra 1940 v Zagrebu lepo povedal, in to je potem, ko že po bitki za Britanijo, torej oziroma med bitko, ampak po tahujših spopadih, ki so potekali avgusta, septembra 1940, vemo, kaj je Luftwaffe naredila z britanskih mest, zlasti iz Coventryja. Francija je že pol leta pred tem se udala. In takrat je Kardelj v Zagrebu lepo povedal, mi gremo v osvobodilni boj, torej v boj proti okupatorju, samo če bomo imeli priložnost izvesti socialno revolucijo. Torej, po domače povedano, če bomo imeli priliko se dejansko vmešati v boj za oblast. Morate upoštevati, da večina teh etabliranih strank, kot sva že z dr. Jakličevo povedala, uvodoma je dejansko bila združena v Narodnem svetu, ki je na svojih temeljih, seveda tudi s politiko čakanja, ki jo nekateri danes tako šibajo, oziroma jo poskušajo diskvalificirati, se je odločil, ampak z odloženim bojem proti okupatorju. Po drugi strani poglejte recimo, kaj se je zgodilo potem z partijo, ki se je organizirala v Osvobodilno fronto, kot smo videli najprej protiimperialistično fronto, pritegnila zraven Kocbeka s svojimi krščanskimi socialisti, ki so bili disidenti recimo katoliškega tabora že v 30 letih pred drugo svetovno vojno, in po drugi strani so pritegnili zraven tudi recimo leve kulturnike, ki jih je simboliziral Josip Vidmar, vidni književnik iz medvojnega obdobja, predvsem pa tako imenovane leve sokole, ki jih je na tem ustanovnem sestanku naj bi jih predstavljal Josip Rus. Danes vemo, tudi po zaslugi odlične študije doktorjev Vesta in pa Čuka,
da je dejansko šlo za ljudi, ki so uzurpirali sokolsko gibanje, kajti zaradi svojih komunističnih idej so bili izključeni iz partije že pred drugo svetovno vojno. Sokola. Torej niso bili legitimni predstavniki sokolskega gibanja. Pravi sokolski predstavniki se kot na, bi rekel, zvezni ravni, jugoslovanski ravni vključijo v Mihajlovićevo gibanje. Ne pozabite, partija je poskušala ta paravan postaviti koalicijskega boja, tudi s tem, da je te skupine pritegnila in potem še druge manjše skupine, tudi Stara pravda okoli Črtomirjana Godeta in podobnih intelektualcev, bolj levo-liberalne provenience se je pogajala z vstop v Osvobodilno fronto, da je bilo notrjenih 16 ali 17 skupinic in skupin, tudi ljubljanske služkinje so imele svojo predstavnico v tem koalicijskem značaju, ne. Ta koalicijski značaj, ki se je potem izgubil in dokončno bil izbrisan, ko partija pa res tudi navzven prevzame vso oblast z dolomitsko izjavo ob koncu zime 1943. Mogoče toliko, da mi je vršala misel, zdaj taka simpatična, ki sem jo slišala, ki je doktor Nežmah nekje omenil, da še ko je bil študent oziroma srednješolec, se mi zdi, in ko so obravnavali prav Osvobodilno fronto in o tem, kdo je sestavljal Osvobodilno fronto, in je bilo to levo krilo Sokola, pač kot nekaj pomembnega, je rekel, da se je takrat oglasil in vprašal, kje pa potem bilo desno krilo Sokola, in da to vprašanje pač ni naletelo na največje razumevanje, ne. Pa mogoče še to, da osvobodili ta praznik Osvobodilne fronte, ki v bistvu ga razglasijo kot praznik, kot pač celo dela prost dan je bilo pač leta 1944, kot res tako, ne, to imeniten dan praznovanja. V bistvu ni trajal dolgo, ne. Tudi te kontinuitete praznika Osvobodilne fronte potem pač v socializmu ni bilo. Leta 1951 v bistvu na pritisk Srbije, pa tudi v soglasju z Kidričem je ta praznik pravzaprav ukinjen, ne. In če je bil prej zakonom, leta 1948 zakonom sprejet kot najsvetlejši dan vseh dni slovenskega naroda na ta način, a ne, je leta 1951, ker je bil datum postavljen pred uporom srbskega naroda, a ne, so rekli, to potem ne velja, je treba pač ta praznik opustiti. In zanimivo je to, recimo leta 1951 potem ta praznik opustijo. Leta 1952 v Slovenskem poročevalcu pravzaprav najdete samo to v tem osrednjem časopisu takratnega slovenskega prostora, samo še eno notico o tem, da je v STO-ju, v B-coni STO-ja v Kopru bilo praznovanje Osvobodilne fronte, ampak to je res drobna notica, s tem, da uradno razglasitev, da tega praznika pravzaprav ni več, je bila objavljena leta šele 1958, ne. Ampak 68 ga pa spet uvezejo. To je zanimivo, ne? Tudi verjetno Menja, ne, vse skupaj se pa po nekako... potrebah. zaradi notranje političnih potreb, tako je. Glejte, treba se zavedati, da partija postavi potem svoj primarni praznik dan borca, 4. julij. Ko je partija pozvala po napadu Sovjetsko zvezo, da se vrh partije jugoslovanske, da se začnejo oboroženi upori po pokrajinah. In seveda tukaj morala biti Srbija prva kot največja, najpomembnejša, ne, čeprav vemo, da Srbija nekje do leta 1944 do prihoda Rdeče armade ob koncu poletja 1944 čez Donavo je bila pro-četniška, pro-starojugoslovanska, pro-mihajlovićevska, ne. In potem je Srbija dobila ta imprimatur, da lahko 7. julij je dan vstaje kot največja, potem Črnogorci takoj zraven, ne. In potem ostale republike in Slovenci dobimo 22. julij, znameniti spopad v Tacnu, ne, ko ni bilo dejansko nič Slovenec posebnega. napade Slovenca, tako je, starojugoslovanskega orožnika, ne. Ali bi torej, doktorica Helena Jaklič, po vašem mnenju, bilo zdaj nekako že čas, da bi revidirali ta naš pogled na dan upora in, ne vem, pogledali, če bi našli kakšen bolj primeren datum, ne, če že govorimo o uporu kot vrednoti. Vi ste prej, doktor Podbersič, omenili 13. maj, pa je verjetno takih dni bi našli še kaj. Ampak 13. maj, recimo, torej spopad Danila Zelena in njegovih fantov z Italijani, to bi lahko bil prvi upor. Ja, to bi lahko bil prvi upor. Pa tudi sicer na prvi del morda vprašanja, a ne, ali bi bil že čas za revidirati to praznik oziroma ta upor. Jaz mislim, da del tako zgodovinopisja kot del že javnosti to revizijo v bistvu že storil, a ne. Mi se že oziramo in skušamo razumeti čas, kaj se je dejansko zgodilo, kaj je pravzaprav od leta 1941 do 1945 se v slovenskem prostoru dogajalo,
kaj je bilo tisto, kar je pripeljalo do tudi potem povojnih pobojev. Tako da se mi zdi, da ta del pač ne molči več. No? Kaj je pravzaprav upor bil, čemu je pravzaprav upor služil, in tle je resnično. Na prvem mestu je bila predvsem revolucija. In dokler tega ne sprejmemo, potem težko govorimo o čemerkoli drugem. Ne? In jaz mislim, da je čas, in 13. maj gotovo je en tak Možen datum. Možen datum, tudi lep zakon. Je pa tudi res, je treba tudi vedeti, da tudi recimo tigrovce, ki jim lahko dejansko priznamo prvi primat v uporu proti fašizmu, so bili v času socializma pravzaprav postavljeni na stranski tir. Pravzaprav, kot da niso nezaželeni. Spomnite se tiste seje julijske 1958, ko jih Mitja Ribičič, pa vemo, kdo je bil Mitja Ribičič, ne bomo zdaj poslušalcev in gledalcev s tem nekako utrujali, ampak vendarle je tigrovcem očital odklonskost, ne? In da si ne zaslužijo kakšne posebne piedestala oziroma počastitve v tistem obdobju, ker so se borili za nacionalne in ne delavske, torej razredne interese. To obstaja v dokumentih, to obstaja v zapisnikih, to je bilo že večkrat objavljeno, tudi sam sem to že tudi objavil. Ni treba se sprenevedati, je pa dejstvo, kar je dr. Jakličeva pravilno povedala, to mi vse vemo. Ampak dejansko ne pride do interakcije, ne pride do pogovorov, ne pride do izmenjave mnenj, tudi ne na strokovni ravni. Ki bi moralo do neke politične volje, ne? Te pa očitno ni. Ne? Ker del politike še zmeraj vedri in oblači v nekih drugih časih in svojo ekonomsko moč črpa iz zgodovine, torej da so bili na tako imenovani pravilni strani, ne? Ki so jo pač to ekonomsko moč pridobili z poboji, z razlastitvami, odgoni pomembnih Slovencev v tujino. Nekateri so imeli še srečo, so bili izgnani, drugi so končali pod rušo ali pa dolga leta zapora. Bili so pa predvsem odrinjeni od družbe oziroma odrinjeni od kakršnekoli iniciative, samoiniciative. In to nam danes manjka, in tisti, ki so ideološki dediči in tudi kapitalski dediči teh ljudi, ki so to storili, potem seveda se vsemi kremplji grebejo, da bi resnica ostala edina zveličavna. Kajti veste, pač njihove, to, kar se je to spisano leta 45. Tudi zaradi tega, ker bi se potem ta snežna kepa začela valoviti in bi na plavine zlaganega zgodovinopisja ali pa zlagane naracije, da smo bolj simplicistični, dejansko prikazala v neki povsem drugi luči. In bi se začeli ti tabuji odpirati in podirati sami od sebe. Pa mogoče še glede tega praznika, sama se sicer tudi sprašujem, zakaj pravzaprav zdaj imamo samostojno slovensko državo, zakaj ne bi naših praznikov pravzaprav uravnavali na ta čas, da bi tudi skozi praznike, ki jih imamo, pravzaprav prazniki pomagali k enemu ponosu, k enemu odnosu do slovenske države, do tega, vsega, kar imamo. Se mi zdi, da bi bilo to veliko bolj potrebno, kot pa nek praznik, ki resnično razdvaja še vedno zelo krepko. Že etimološko, današnji praznik, danes praznujemo 27. april in še zmeraj se v medijih in nekako skozi stranska vrata prihaja kot dan osvobodilne fronte. Pa to je dejansko dan upora proti okupatorju. Zdaj pa dajmo se retorično vprašati, kdo je ta okupator, ki smo se mu kdaj že uprli, in potem pridemo lahko do pretresljivih zaključkov. No, bizarnost recimo tega dogodka in o tem, kako se je vse skupaj že malce revidiralo, kaže tudi primer Vidmarjeve vile v Rožni dolini, kjer je bila ustanovljena protiimperialistična fronta, odkoder pravzaprav današnji praznik nekako generira. Zdaj je že kar nekaj časa rezidenca nemškega veleposlanika, kar pomeni, da pravzaprav, če bi bilo tem ljudem, recimo Zvezi borci naslednikov, res toliko do tega, pa bi ja lahko odkupili takrat to vilo, ko so jo zanamci od Josipa Vidmarja prodajali in bi tam uredili nek muzej ali kaj takega, ampak ne. Poštovani voditelj, se opravičujem, ampak tukaj morate upoštevati, da dejansko, če bi oni v današnjih časih hoteli to odkupiti, bi morali plačati s svojim denarjem. Torej, tukaj se pa neha bratstvo v ideologiji. Torej, to je zanimivo. Zanimivo tudi to, da na vili piše, da je bila kar nemški
nemška rezidenca, nemška zvezna država je ohranila napis, ploščo, celo obnovila jo je, menda na njihove stroške, z napisom, ki ne ustreza resničnosti. Noter je pa spominska plošča, ker to je Vidmarjeva vila, smo ga že uvodoma omenili, Josip Vidmar, ki piše, da je bil tudi predsednik parlamenta, čeprav v nekdanji državi parlamenta si nikoli ni deloval. To je čisto, kaj bi rekel, pohabljenje slovenskega jezika. Ne? In zgodovine. Tako, tako. No, mi bi se morda zdaj malce usmerili še naprej, recimo k 17. maju, ki je bil eno leto tudi državni praznik, dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Če bi govorili torej o uporu, pa potem tudi o posledičnemu nasilju, bi bil tudi 17. maj lahko en datum, ki bi ga z našimi prazniki nekako uskladili, povezali in razmišljali o naši travmatični zgodovini. Ja, tle bi se jaz popolnoma strinjala s tem, kar ste dejali, ker se mi zdi, mi nosimo vse dejansko kot narod, kot država, nerazčiščena preteklost in tudi nerazčiščen odnos do žrtev komunističnega nasilja, ne, ker marsikdo je bilo takrat v razpravi tudi omenjeno vzpostavljanje tega praznika, dneva spomina na komunistično nasilje. Češ, bilo je veliko nasilja, tudi fašizem je povzročil nasilje, nacizem je povzročil veliko nasilja pri nas. Ampak seveda tako nasilje nacizma oziroma nacionalsocializma kot fašizma je tako samoumeven, ga vsi vemo, ga priznavamo, s tem nimamo težav, ga obsojamo in pravzaprav ga ni nikogar, ki bi želel si še kdaj vrniti, da se ta sistema vrnila. Medtem ko popolnoma imamo res diametralno nasprotje oziroma odnos do komunističnega nasilja, ki ga ne priznavamo, kot da ne obstaja, in je en tak praznik bil potreben in jaz mislim, da je še vedno potreben, da tudi kot v prazniku damo prostor spomina. Ne upora v tem točki, ne v smislu upora, ampak spomina na ljudi, ki so bili. In tudi žrtve komunističnega nasilja pravzaprav so ne žrtve. Ampak vi ste omenili uvodoma, da to se dejansko spominja od tega dne eno leto, res je. Kajti potem naslednje leto, ko bi to moralo biti, je nova vlada ukinila to čez noč. Torej, ukinila je predvečer samega dogodka, ko so bili ljudje že zbrani v tisti majski noči, v večeru, ki se je prevešal noč na Kongresnem trgu, na Trgu Republike, so se že zbrali in skozi okno so nekateri opazovali in se slabostrastno smejali, češ glej tam, zakaj se zbirajo. Zbirajo se, da se počasti te žrtve, ki so med drugo svetovno vojno in tudi po končani vojni. Ne smemo pozabiti, da je dobrega pol leta po končani vojni pri nas bilo pokončanih skoraj 15.000 Slovencev. Plus še približno skoraj 100.000 drugih, ker je bilo to strateško področje in območje, kjer so se gibale razne vojske, ki se umikajo z Balkana in so tukaj v naših Breznih končali po celi slovenski državi, najmanj mogoče v Prekmurju. Ampak poglejte, zakaj 17. maj? 17. maj je dan, ko je bilo dejansko, ko je prišlo do tistih velikih pobojev 50 Romov, predvsem otrok in žensk. Tudi noseča Rominja je bila v Iški. Torej v Iškem Vingarju, tam so jih pobili 17. maja 1942. Sploh je bilo 1942 tistih majskih do julijskih dneh, torej v dobrih 2 mesecih prišlo je do izginotja celih romskih skupnosti. Takrat so jim rekli cigani. Je bilo pri nas pobitih približno od 160 do 180 Romov v teh dobrih 2 mesecih v času okupacije. Ni jih ubil okupator, okupator jih je samo interniral, govorimo o italijanskem okupatorju, ki je gospodoval na tem delu okupirane Slovenije, Ljubljansko pokrajino, in bi dejansko že po defaultu moral poskrbeti za civiliste. Na drugi strani je nemški okupator odgnal v taborišča, predvsem v Auschwitz, mislim, da nekaj čez 90 Romov jih tam pobil, ampak ko je 2. avgust, to je mednarodni dan spomina na žrtve romske populacije med drugo svetovno vojno, med Porajmosom, tako je. Se mi pogosto spominjamo teh žrtev, ki so umrle v Auschwitzu in ostalih nemških taboriščih, bile izgnane v Srbijo, ustreljene in tako naprej. In prav je, da se spominjamo. Ampak pozabljamo na še enkrat toliko pobitih približno, ki so jih pobili pripadniki partizanskih enot. Stane Semič Da, ki je tudi igral tukaj pomembno vlogo, in
4 od teh, ki so tukaj gospodovali nad življenjem in smrtjo Romov, so narodni heroji še danes vedno. Še vedno. Spomnimo se Fleca Novaka, recimo. To je danes sramota, da država, ki ne bi priznavala na ene evropske vrednote, ki je članica Evropske zveze svobodnih narodov, Evropske unije, da še vedno vedri in črpa navdih praznike v preteklosti. To je sramota. Morda bi bil pa lahko dan spomina na upor in spomina na nasilje, revolucionarno nasilje. Ja, lahko bi bilo, čeprav si zaslužtar vsak svoje, svoj spomin. In tudi mogoče še pri 17. maja se mi zdi še ta poudarek pomemben. To je spomin res na vse pobite, pa tudi na vse krivice, ki jih je komunizem prinesel. A ne? To ni bilo samo tisti, ki so končali v breznih, v jamah, izvensodnih pobojih in že kot je omenil dr. Renato Podberčič, se pravi romska skupnost, ki je utrpela takrat res masakr pravzaprav. Vse pobite med drugo svetovno vojno. Mi se moramo zavedati in morda pozabljamo na to, ne, da že preden je bila ustanovljena prva vaška straža, imamo mi preštetih okoli 1000 žrtev samo v Ljubljanski pokrajini, ki so žrtev partizanskega nasilja. In spet, to niso bili samo, da bi rekla, možje, to so bili starejši otroci, družine, cele družine, ki so jih. Ne? Ampak k vsemu temu je treba prešteti vse te krivice, odvzem premoženja, ustrahovanje, zapiranje, oziroma po vojni montirani sodni procesi. Ne samo po vojni, že med vojno imamo montiran kočevski proces, ki mu je žal slovensko sodišče dalo veljavo. Ne? In ne samo to, dan slovenskega sodstva je tudi na obletnico. Ja. Kar je spoštovana kolegica povedala, popolnoma drži. Poglejte, samo en primer, ona je lepo taksativno naštela vse te skupine, ampak primer recimo predvojnega starega jugoslovanskega častnika češkega rodu, Fanuša Emerja, ki je bil tu nedaleč stran v Šiški ubit 1. decembra 1941, zato ker je organiziral izven osvobodilne fronte boj proti okupatorju. Poslušajte. Mislim, o teh kategorijah se govorimo, danes pogovarjamo, ne? Spremljate oddajo Spoznanje več predsodek manj. Danes je 27. april in govorimo prav o tem dnevu upora, ki je tudi znanilec naše razklanosti. 2 zgodovinarja sta v našem studiu, in sicer dr. Renato Podberčič in pa dr. Helena Jaklič. Oba zgodovinarja, ki se tudi ukvarjata s to našo trpečo zgodovino. Kaj ne bi bilo že res lepo, če bi enkrat zaprli to poglavje naše zgodovine in pokopali vse umrle, tako ene kot druge. Naj povem, da je prav v tem času v Sloveniji tudi hrvaška delegacija, ki išče še 2 neodkriti grobišči v okolici Crn groba. In sicer 3 grobišča so znana, 2 naj bi še obstajali. Vi, dr. Podberčič, ste tudi član Komisije Vlade Republike Slovenije za prikrita grobišča. Kaj naj rečem? Pri nas je do zdaj odkritih približno 750 grobišč. Torej tistih, za katere vemo, da so obstajala, so evidentirana. To ne pomeni vsa grobišča, veste. Žal, sam večkrat sem že povedal, tudi tej oddaji prihajam iz Primorske, tam je še veliko grobišč, ki sploh še niso bila evidentirana. Recimo v Posočju, v Goriških Brdih, tudi na Krasu, ki še čakajo raziskave in pa sploh evidentirane. Da se vrnem spet v vašem vprašanju. Hrvati, veste, oni imajo neko drugo težavo. Oni so imeli tako imenovani domovinski rat, domovinsko vojno med letoma 90 oziroma 91-95. Imeli so spopade z Srbi in kolikor vem, če bom prav povedal podatek, mislim, da okoli 1300 ljudi še vedno iz te vojne za njimi iščejo sledi. Torej, pri njih je 2. svetovna vojna dejansko nekoliko bila potisnjena stran. Torej, kar so naši zgodovinarji pod vodstvom zlasti obeh starejših kolegov, tukaj bi izpostavil dr. Mitjo Ferenca in dr. Jožeta Dežmana, oba sta nekako vlekla voz v vseh teh letih te komisije in tudi ukvarjena s to tematiko. In dr. Ferenc je opravil veličastno delo z postavljanjem standardov, mapiranja zapisov, publikacij, prezentacij,
dela na terenu. Dr. Jože Dežman je pa dejansko gonilna sila, torej tisti, ki je vedno v ozadju spodbujal in ga ljudje tudi v javnosti percipirajo kot gonilno silo tega projekta, če hočemo, te komisije. No in seveda zdaj so tudi Hrvati pokazali interes, ker vendarle se po 8. maju, ko zapusti tudi hrvaško vodstvo in vojska, bodisi ustaška, bodisi redna Hrvaška, torej hrvaški domobrani, zapusti območje Hrvaške in se seveda preko slovenskega ozemlja, zlasti preko Štajerske in Posavja, umika proti Avstriji z namenom, da bi se predali britanskim silam. Britanci jih sredi maja zaustavijo pri Bleiburgu oziroma po naše lepo Pliberku in potem vračajo, nekaj pobijajo takoj, vračajo v Jugoslavijo. Ne Britanci pobijajo jih jugoslovanske komunistične enote. Dejansko tukaj do velikih sojenj ne prihaja. Znajo tisti križni pot oziroma križev pot, ko jih odganjajo globoko v Srbijo, celo do Makedonije, peš, lačne, bose, obolele, veliko jih umre, veliko jih pobijajo sistematično na slovenskem ozemlju. Pri Crnem grobu naj bi bili pa člani hrvaške vlade in njihove družine. In njihove družine, Tudi skupaj z otroci, otroki. tudi Ja, otroci. seveda. In seveda zdaj je hrvaška oblast pokazala interes, da se poleg že prej omenjene domovinske vojne, ki so jo Hrvati imeli in zelo hude, vemo, kakšna je bila, se tega še spominjamo z naše mladosti, dejansko pokažejo interes tudi za medvojno obdobje. Seveda prav zaradi tega, ker je veliko Hrvatov in pripadnikov drugih narodov z področja današnje Hrvaške, končalo in Bosne in Hercegovine, končalo na slovenskih tleh. Naj ob tem povem, da je dr. Ferenc pripravil imenitno knjigo Grobišča Hrvatov na Slovenskem iz tega obdobja, ki jo je predstavil tudi v hrvaški javnosti in recimo tukaj se pokaže ta dvojnost pristopa. Ne? Tam je bil zmožen biti in predsednik sabora in predsednik vlade dr. Andrej Plenković na predstavitvi knjige in čestitati dr. Ferencu, ki se trudi ne samo za žrtve slovenskega naroda, slovenskega rodu na naših tleh, ampak tudi tuje, v tem primeru predvsem Hrvate. In bil je sposoben mu dati priznanje, pri nas se bojim, da bo treba počakati še nekaj takega. Doktorica Jakličeva, rekel sem, da bi bilo res spodobno, najmanj spodobno, če bi uspeli zdaj vendarle zapreti to poglavje in pokopati te žrtve, ki so v plastičnih vrečah še vedno v nekaterih množičnih grobnicah, do pred kratkim so bile celo na komunali in tako naprej. Lahko to pričakujemo recimo od nove vlade, to je pa zdaj že aktualizacija, se pravi, navezujemo na aktualne politične razmere. Zanimivo je, da se v vseh 35 letih to ni zgodilo, oziroma se je le v manjši meri. Ja, prvi najbolj naraven odgovor in odziv bi bil seveda, to je civilizacijska norma, o kateri se, o pokopu žrtev med povojnih pobojih se sploh ne bi smeli niti pogovarjati. Ne? To bi moralo biti tako nekaj naravnega, nekaj samoumevnega in pač naslednja vlada bi morala to vzeti tudi kot nekaj stvar, ki jo je treba narediti. Ampak ne narediti samo zato, da jo odkljukamo, da recimo mednarodna javnost več ne vpraša, kako pa je zdaj s tem ureditvijo, s temi žrtvami skopanimi po različnih koncih Slovenije in pač z največjim moriščem, gotovo z jamo pod Macesno v Gorico, ampak na način, ki je pritiče človeškemu dostojanstvu. To pa je tako vrnitev pravzaprav dostojen pokop na način, ki ga bodo tudi sorodniki, bližnji žrtev dojeli kot dostojnega in primernega. Potem je to zagotovo, ta pokop mora pripeljati sabo tudi nekaj samoumevnega, kot je izdaja mrliških listov. Vrnitev dobrega imena tem ljudem. Ker vendarle, ko gledamo nazaj zgodovino, ne z očmi in nekimi skozi prizmo neke ideologije rdeče, ampak skozi tega, kar se je res dogajalo, lahko priznamo tem žrtvam absolutno to, da so se borili za slovenski narod, za to, kar so imeli najrajši, torej to, kar so bili Slovenci, in da si to zaslužijo. Zakaj omenjam mrliške liste? Ker vlada, ki je v odhajanju oziroma se je mandat iztekel, je bila sposobna
Tako je nekaj nepredstavljivega, da na komisiji državnega zbora, kjer so glasovali o sklepu, da se tem žrtvam po 80 letih izda mrliški list, glasovala proti temu. To je nekaj nepredstavljivega in upam, da katerakoli vlada že bo, da bo to zrela v tem smislu, človeškem smislu, civilizacijskem smislu, da pokoplje dostojno žrtve. Se povsem strinjam, kar je dr. Jakličeva rekla, bi pa še korak naprej naredil, tukaj gre na polje prosvetljevanja, učenja, če hočemo biti zgodovinarji in ponavljati tisto krilatico, da je naša veda, zgodovina, torej učiteljica življenja, je treba prenehati gledati manihejsko na to obdobje, torej dobro, absolutno slabo. Zločini se dogajajo na obeh straneh, žrtve so bile na obeh straneh, s tem, da je ena stran bila absolutno povzdigovana, druga absolutno zaničevana. In ko smo pri prosveti, kar sem pač na uvodoma v tem razmišljanju izpostavil, v šolstvu tega ni. Ne v osnovni šoli in ne v srednji šoli mladi o tem ne slišijo nič ali pa absolutno premalo. Tudi sam rad delam z mladimi. Vidim, da jih te tematike zelo zanimajo, zelo radi prisluhnejo. Ampak del politike nas bi pa vendarle rad prepričal, da naj se obrnemo od preteklosti stran, naj gledamo naprej. To, kar se je zgodilo, se je zgodilo. Nekateri celo pravijo, da naj kosti kar pustimo tam, kjer smo jih dobili. Spoštovani Jože, kdor ne pozna preteklosti, je obsojen, da jo bo ponavljal. Vsemi njenimi stranpotmi. To je pa tisto, kar bi morali vgraditi v zavest naše šolajoče mladine. Tukaj bi sam dodala kot oklepaj, da ti, ki to govorijo, pravzaprav se najbolj ozirajo v preteklosti in iz preteklosti pravzaprav iz te preteklosti še vedno črpajo to svojo oblast in jo vzdržujejo. Niso prav nič zazrti v prihodnost. Oziroma vidijo prihodnost samo v tem, če sem nekoliko takole, v tem, kako ohraniti pridobitve preteklosti. Ampak se strinjam, točno to, vsa ta dostojen pokop, ki pa mora vse to pa potem dobiti svoje mesto v šolskih učbenikih. Ne samo tema druge svetovne vojne, ampak tudi slovenske osamosvojitve, če smo ta lok potegnemo. Glede na to, kar je povedala predsednica države pred kakšnim letom, da ona tudi podpira ta pokop, bi bilo res, kako bi rekel, zdravilno, če bi to izpeljala leva vlada. Pa ni. Tudi predsednica takrat, ko je pač povedala, da podpira ta pokop, je hkrati dodala, to pa je treba vedeti, tudi zelo jasno povedala, zgodovina je bila že napisana. In ve se, kdo je zmagovalec v tej vojni in to je to. To ni pravi pristop k dostojnemu pokopu. Treba pač hkrati s tem, ko žrtve pokoplješ, opraviti tudi tiste zgodovinski del. Ga pač moraš, če hočeš kot narod zadihati s polni pljuči, premagati ali pa vsaj omiliti ta razkol, ki se je leta 41 zgodil in se samo poglabljal vse do danes. Spoštovana sogovornika, začeli smo to oddajo, verjetno jo bomo zdaj počasi končali, to bo spoštovani voditelj povedal, ampak vendarle, začeli smo s tem, da kako se zgodovina ne sme izrabljati, kako je ne smemo pozabiti. In prav to se dogaja. Zdaj, veste, se sva vodoma povedala, mi dejansko zgodovinarji smo marsikaj naredili na tem področju. Študije so poznane, knjige so napisane. Samo tukaj vzemimo recimo, da ne bom delal komu krivice, ampak je bestseller v zadnjih 7 letih, 6 letih, študija dr. Jožeta Možine, najinega spoštovanega kolega, Slovenski razkol, ki je, poglejte, na eni strani prinese dejstva na pladnju, jih prinese pred bralca, jih ponudi širši javnosti, ampak ta knjiga ni doživela nobenega resne recenzije znotraj svojih strokovnih krogov. Ni bila niti pohvaljena, niti ovržena. Delajo vse nekateri, kot da knjiga ne obstaja. Pa vendarle prinaša temeljna spoznanja, ki smo jih danes obravnavali tudi v današnjem pogovoru in dejansko lepo deskribirajo čas, ki je bil čas krutosti, temen čas, temnih časov, za katerih si ne želimo vendarle, da bi se še kdaj ponovili. Torej, če sklenemo vendarle še z vajinim upanjem, razmislekom, lahko pričakujemo, da bi se recimo to poglavje pokopa izvršilo v tem času, recimo morebitne nove vlade. 80 let je bilo lani od dogodkov, ki so se zgodili po koncu druge svetovne vojne. Ne bi bilo že čas, da bi torej ti ljudje
dobili svoje mesto v posvečeni zemlji? Ja, čas bi gotovo bil, ampak tako kot včasih slišimo reči, kakšne starejše ljudi, ki so vsa ta desetletja se pravzaprav trudili za to, da bi zgodovina v tej svoji resničnosti, tem, kar je res bila prišla pred slovensko javnost, so rekli, če čakajo, se pravi, danes bi lahko rekli, da so čakali že 80 let za to, da so dostojno pokopani, lahko počakajo tudi še kakšno leto več, če jim ta prihajajoča vlada ali katerakoli že bo, ne bo sposobna zagotoviti tega res dostojnega pokopa. Ne? Ker predvsem je to pomembno in primernega mesta, tako v posvečeni zemlji, da je to pač kot Ljubljana, kot tudi v narodnem in zgodovinskem spominu. Vse troje je treba pokriti. Ne? Lahko rečem samo, da se strinjam s kolegico. Jaz mislim, da je to edini pravi pristop, torej da se mrtve pokoplje. To nas uči že antika, torej nas uči zgodovina. In verjamem, da bo prej ali slej do tega prišlo. Pa upam, da bo pri tem čim manj vtikanja kakršnekoli politike dejansko v te zadeve. Gre za dolg do naših sorojakov, za vseh, ki so umrli in trpeli na naših tleh, gre za dolg do zgodovine, predvsem pa gre za en velik dolg do človečnosti. Tako, mi pa bomo seveda povedali vsem, ki nas spremljajo, da ko govorimo o uporu, je treba govoriti tudi o nasilju, in ko govorimo o nasilju, je treba govoriti tudi o krivicah. In ko govorimo o krivici, seveda enkrat jih je treba popraviti. Hvala lepa obema gostoma, ki sta bila danes v naši družbi, torej v oddaji Spoznanje več, predsodek manj, na Radiu Ognjišče in pa na Planet TV. Hvala lepa zgodovinarka, nekdanja ministrica za Slovence po svetu, doktorica Helena Jaklič, in pa seveda zgodovinar, urednik in sodelavec Študijskega centra za narodno spravo, dr. Renato Podbersič. Hvala, mislim, da smo odprli tudi kakšno vprašanje novo za naše poslušalce in je prav, da se seveda z enim takim vtisom spravljivosti in pa seveda kakšnih novih spoznanj poslovimo. Hvala lepa, vse dobro želim. Hvala tudi vam. Spoznanje več. Predsodek manj. Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče. Veseli bomo vaše pomoči. Preden začnemo, še kratko oglasno sporočilo. Ali je radio pri vas doma vedno preglasen? V ORL medicini v Ljubljani vsak petek v marcu in aprilu nudijo brezplačne meritve sluha za upokojence. Naročite jih čim prej na 051 89 19 19.